Številke so vse okoli nas. Imamo 6 tekmovalcev, minus 1 voditelj je 5, krat 2 tribuni, torej 10, pomnožimo s 30, kolikor je naša oddaja stara, in dobimo 300. In ravno toliko strani ima tale knjiga Statistika za začetnike, ki bo v pogovoru seštela Juša in Galo. Gala, oprosti, ampak tale knjiga me je naučila, da je večja možnost, da me zadane strela, kot pa da zadanem na loteriji. Tako da sem raje previden. Ja, možnost je zelo majhna. V studiu pa je ni. A ja, potem bom dal pa kar stran. No, naučila me je pa tale knjiga tudi tole, da pravzaprav ni slabo, če si povprečen, a ne? Ja, ekstremi niso dobri. V knjigi to pove za težo. Če si pretežek, ni v redu za tvoje telo, če si prelahek, pa tudi ne. Lahko pa statistiko uporabljamo tudi napačno, ne? Ja, v knjigi je zelo smešen primer, ko v bistvu analizirajo število porok, število Formule 1. Poroke so nižje, Formula 1 pa se viša. To je seveda napačno sklepanje. Zato, ker se logično poroke ne povezujejo s Formula 1. Ja, seveda, a ne. Sicer pa statistiko uporabljamo tudi za napovedovanje različnih dogodkov. Je pa tako, da če hočeš biti odličen napovedovalec, menda ni dobro, da veš čisto vse, oziroma ni potrebno. Slavko Jerič, avtor knjige, a je to nekako poanta knjige Črni labod, ki vas je pravzaprav inspirirala za delo s statistiko? Ja, to je res dobro vprašanje. Glavna poanta Črnega laboda je predvsem, da obstaja gornja meja števila informacij, ki ti pomagajo. Skratka, najprej logično potrebuješ nekaj informacij, da se vpelješ v temo, da jo spoznaš, ampak potem obstaja neka zgornja meja, ki ti pa prav nič več ne pomagajo pri bolj natančnem napovedovanju. Wow, zelo zanimivo. V tej knjigi so tudi ilustracije, ki nam pomagajo razumeti različne pojme. Kako so ti bile všeč? Meni so ilustracije zelo zabavne. Tudi pomagale so mi veliko pri razumevanju podatkov in hkrati so tudi veliko povedale same. Gala, koliko možnosti imam potem, da zadanem na loteriji? 1 proti 15 milijonov. Torej praviš, da možnosti so? Ja. Odlično. Rok, če zadanem na koncu sezone, častim torto. Ja, hvala, Juš. No, če boš zadev na loto, si bom jaz privoščil kar 2 kosa. No, če boste pa stavili pri naslednjem vprašanju kar na pamet, so vaše možnosti 1 proti 4. Kakšen primer napačne uporabe statistike navede Gala? A. Preveliko posploševanje, B. Prikaz naključne povezanosti, C. Zanemarjanje in odstranjevanje podatkov ali D. Povezovanje vzroka s posledico. Kako lahko torej statistiko napačno uporabimo? Čas se izteka. Vijoličasti pravite B, rumeni pa C. Gala navede, da je bilo razlaganje povezanosti med porastom Formule 1 in upadom števila porok logično napačno. Pravilen je odgovor B. Ta pa prinese 5 točk vijoličasti ekipi. Bravo.